dan in lep pozdrav vsem skupaj. Veseli smo, da ste se udeležili te predstavitve knjige v precejšnjem številu. Pozdravljeni tudi predstavniki medijev, če ste. Videl sem pred stavbo nacionalno televizijo, zdaj ne vem, ali bodo prišli noter ali ne bodo prišli noter. Ne bodo. Ampak tudi prav. Namreč tole pozno popoldne je namenjeno predstavitvi knjige magistra Branka Grimsa, ki ga ni treba posebej predstavljati, je poslanec v Državnem zboru in tudi kandidat za evropskega poslanca na listi SDS. Napisal je tole knjigo Zmaga dobrega, vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu. Ampak preden bi midva začela tole predstavitev knjige, bi vendarle prosil gospoda Janeza Janšo, predsednika SDS, za kratek uvodni nagovor, ker je napisal k tej knjigi tudi spremno besedo. Gospod Janša, izvolite. Mikrofon. Ja, najlepša hvala za besedo. Zdaj ob dveh, mislim, da smo ugasnili. Danes ob dveh popoldne smo v knjižnici Škofijske gimnazije v Šentvidu imeli z dijaki pogovor o knjigi Kulturna vojna Foruma Sao Paulo. Bila je zelo zanimiva diskusija. Gre za eno uspešnico na slovenskem knjižnem trgu, ki govori o podobni temi oziroma ki je, tako direktno rečeno, uvod v knjigo, ki jo danes Branko predstavlja. Zdaj, o kulturnem marksizmu je bilo v Sloveniji, ne bom rekel, da napisanih, ampak prevedenih je veliko knjig, ne, ki govorijo o tej temi, ampak so to več ali manj tako študijske knjige, ki niso doživele velikega odmeva, ker se pač ljudem zdi, da je to neka pač strokovna literatura. Pa tudi sama beseda kulturni marksizem zveni malo čudno, ne. Je to tudi napačen pojem, ne. Zdaj, normalen človek si misli, marksizem ne more biti kultura, ne. Marksizem pa kultura sta v bistvu pojma, ki si nasprotujeta, kar je res, ne. Ampak zdaj ne bi šli v te semantične dileme. Želim povedati to, da se je prava razprava, širša razprava o kulturnem marksizmu in nevarnosti kulturnega marksizma v Sloveniji začela šele pred kratkim. Prej je bila omejena na dost zaprte akademske kroge in do ostalih 29% slovenskega življa nikoli ni predrla. Zdaj, ko je šla ta knjiga Alejandra Pena Excluze, Kulturni forum Foruma Sao Paulo, je ta knjiga postala uspešnica. Ta tema je na nek način postala stvar zanimanja. Knjiga je bila ponatisnjena ne vem kolikokrat. Je uspešnica na slovenskem trgu in to kljub temu, da tista knjiga govori o Latinski Ameriki, govori o Južni Ameriki, o kulturnemu marksizmu in pohodu kulturnega marksizma do zmag v številnih južnoameriških državah. In bi človek rekel, da tista knjiga, ki ima naslov Forum Sao Paulo, ne, kulturna vojna, ne, na prvi pogled bralca ne privlači, ne pritegne zanimanja, prvič zaradi samih pojmov, ki so čudni, ne, ljudje niso še, za kulturni marksizem mogoče je kakih 30% ljudi slišalo, za Forum Sao Paulo, da iskreno povedano, sem tudi jaz prvič slišal mogoče pred 15 leti, čeprav je bil ustanovljen
leta 1290. Tista knjiga govori o pač Latinski Ameriki, drugem kontinentu in na začetku se je zdelo, da ljudi to ne bo zanimalo. Ampak jih je zanimalo zaradi tega in jih še vedno zanima, je bilo veliko okroglih miz o tej temi doslej po Sloveniji, zato ker ko tisto knjigo prebereš si pač preslikaš to situacijo v Slovenijo in ti je marsikaj, kar se danes tukaj dogaja, bistveno bolj jasno. Saj verjamem, da je med vami veliko tisto knjigo prebralo in da je mogoče kdo zaradi tega tudi danes tukaj na predstavitvi knjige magistra Branka Grimsa, ki je pa v bistvu nekaj podobnega, kot je tista knjiga za pač Južno Ameriko, za Slovenijo. Zdaj v pač knjigi Kulturna vojna forma Sao Paulo se tematika neposredno v konkretnih primerih Evropo samo dotika, tudi Slovenijo se dotika, mogoče bolj kot kdo, ki je knjigo površno prebral, misli, kajti v tisti knjigi piše, da so iz tega okrilja foruma Sao Paulo tudi v Evropi pomagali pri ustanovitvi nekaterih strank. Govori se neposredno o tej stranki, ki je nastala v Španiji in se imenuje Podemos, ki je članica levičarske koalicije in tak dodatek do večine v prejšnjem mandatu, zdaj so se dobili na zadnjih volitvah slabši rezultat. V knjigi piše in še nekaterih drugih državah. No, eno od teh držav je Slovenija, kajti stranka Levica, ki je danes del vladne koalicije, je nastala iz zaposlenih na ambasadi Venezuele v Ljubljani pred leti. Sej mogoče se še kdo spomni tistih potovanj gospe Tomičeve v Venezuelo, pa slavospevov Hugo Chávezu in tako naprej. Ta tema, ki je opisala v tisti knjigi in govori o nekem drugem kontinentu, dejansko govori že tudi o posledicah pač tega prodora kulturnega marksizma v Slovenijo, ne samo prodora kulturnega marksizma, ampak tudi neposrednih virov za razširjanje te ideologije iz Latinske Amerike. Zdaj, Branko se je tega pisanja te knjige lotil tudi tako kot avtor knjige Kulturna vojna forma Sao Paulo iz lastnih izkušenj. Eno od razlogov, da je tista knjiga tako brana, je to, da je pisal seveda velik intelektualec, kar Alejandro Pena Skluza je, ampak on je to pisal tudi iz osebnih izkušenj, ker je bil sam žrtev tega režima v Venezueli, je to neposredno spremljal, dvakrat bežal najprej iz Venezuele, potem iz Kolumbije, zdaj ima politični azil v Italiji. Skratka, avtor ni nekdo, ki je prepisoval drugih, pa citiral in naredil nekaj, kar ima neko smiselno celoto, ampak njega osebno tam ni. No, tudi ta knjiga Zmaga dobrega, magistra Branka Grimsa, je nekaj podobnega. Brane je v slovenskem kulturno-političnem življenju in v slovenski politiki od samega začetka. Je tudi poslanec, vsaj del mandata tiste prve skupščine, potem tudi član državnega sveta in pač akter številnih dogodkov, kjer smo lahko neposredno, iz prve vrste opazovali, kako se napad na vrednote normalne družbe, s katerimi je deloma opravil že klasični marksizem v času pač socialistične Jugoslavije, tudi v samostojni Sloveniji na posamičnih področjih nadaljuje in zdaj, kot je na posamičnih mestih, to zelo konkretno opisano, se zdaj v smislu tega prodora dogaja tudi stvari, ki v klasičnem marksizmu, se pravi enopartijskem sistemu, niso bile niti možne. Se pravi, danes je
nadaljevanje tega ali pa poskus nadaljevanja tega razkroja temeljnih vrednot kot marksisti pravijo meščanske družbe, se pravi neke normalne družbe utemeljene na vrednotah zahodne civilizacije. Ta napad je pa zdaj usmerjen tudi na mnoge točke, ki so bile prej na nek način izpuščene, to pa zaradi tega, ker je ta val kulturnega marksizma v tem glavnem toku prišel iz Zahoda. Se pravi iz nekega okolja, v katerega smo si mi ob osamosvojitvi in ob teh demokratičnih spremembah močno želeli, in ga pa zelo dobro nismo poznali. Pa to ni osnovni vzrok. Osnovni vzrok je v tem, da pač po padcu Berlinskega zidu, po razpadu Varšavskega pakta in Sovjetske zveze, generacijam, ki so doraščale v času, ko pač neke neposredne nevarnosti ni bilo tako enostavno pojasniti zablod pa ciljev, tako klasičnega kot kulturnega marksizma, dokler so pač tam obstajali ruski tanki, neposredna grožnja, Berlinski zid, ko so ljudje bežali samo v eno smer, ne v obe, pač ni bilo to ravno plodno obdobje za širjenje te ideologije. Čim te nevarnosti ni bilo več, pa seveda je bil boj s tem prodorom bistveno težji, v državah, tako imenovanih postkomunističnih državah, kjer je že v obdobju klasičnega marksizma prišlo ponekod pač do velike stopnje razgradnje tega normalnega vrednotnega sistema, se je to enostavno pol priključilo in nadaljevalo. Zdaj obramba, ki smo jo postavili zoper to v, recimo, ustavi, ki je najvišji pravni akt samostojne Slovenije, je sicer relativno dobro zastavljena, ostaja pa v posamičnih primerih mrtva črka na papirju. Mi imamo ustavo zapisano, da je izobraževanje svobodno, pa smo rabili ne vem koliko časa za to, da se je ta dikcija ustave ubranila, ker so hoteli enostavno skenslati enakopravno financiranje otrok, ki hodijo v zasebne šole. Kljub ustavi. In seveda eden od stebrov, ki kulturni marksizem napada, je zasebno šolstvo, je pluralno šolstvo, kjer lahko starši se odločijo, kam bodo dali otroka v šolo. Zdaj marksizem si pa želi to enoten sistem, ki ga ima pod nadzorom in vzgajati generacije, ki so enostavno po njegovi meri. Zdaj druga taka obramba, ki je v naši ustavi, zdaj Branko govori tudi tle o nekaterih konkretnih primerih, je pač ta določba, da je moralna vzgoja otrok pravica staršev. Starši imajo pravico, da vzgajajo otroka tako v vrednotah, ki jih pač tudi sami čutijo in živijo. Trenutno je, rekel, ta točka daleč najbolj napadena z poskusom ali pa tudi že s konkretnimi primeri, nekateri so omenjeni, da se, ne vem, teorija spola vključi v šolske programe, če ne čez sprednja pa čez zadnja vrata, da, ne vem, imamo primere, ko so dijaki kaznovani ali pa vsaj jih učitelji grdo gledajo, če kako rečejo, ko učitelj prav ali pa učiteljica prav, da sta spola enaka, da spola nista enaka, to vsi vemo. Poslušajte to govorico, tudi ljudi, ki pač ustvarjajo vsebino slovenskega šolskega sistema, naenkrat je to pač govorica.
In seveda to je vse usmerjeno v razgradnjo prvega stebra, ki je napaden z kulturnim marksizmom, to je družina. Če je, ne vem, po teoriji spola 47 spolov, ali koliko jih je danes, jaz tega ne spremljam, pa če se spola enaka, pa če, ne vem, imajo lahko, če so moški lahko noseči, ja, ne, kot pravijo. Pa slikajo po revijah, potem ne, je to v bistvu razgradnja temeljne celice družbe, ne, normalne družbe, ki ima v končni posledici seveda tudi demografske posledice. V Evropi se danes rodi, ravno danes sem prebral, da je tudi Slovenija doživela letos po številu rojstev, bom rekel, žalostno najnižjo številko, ne, v naši zgodovini. Ko sem jaz leta nazaj še poučeval gimnazije, bila generacija srednješolcev 27-28 tisoč, zdaj pa 17, 16, 17 ali celo manj. In tudi drugod po Evropi je nekaj podobnega. Skratka, s tem napadom na temeljno celico družbe se neposredno vpliva na demografijo. Evropa je danes stara in bogata, ne? In ta prazen prostor se pač vedno zapolni. Prej zdaj tukaj Brane to zelo konkretno obdeluje, to bom sam razložil, no, ampak da končam z odgovorom na vprašanje, ki ga je prej postavljen dijak škofijske gimnazije. Bil zelo dober pogovor z ljudmi, z mladino, ki začenja razmišljati, ne, kakšna je okolica okoli njih. Tako vprašanje je bilo, kaj pa se je zgodilo, če kulturni marksizem, ne, v pač tem prostoru, evroatlantskem prostoru, prostoru zahodne civilizacije zmaga, ne? Kakšna družba bo pol. Jaz mislim, da to ne bo nobena družba, bo to prazen prostor, brez ljudi, ki bi sploh bili lahko nosilci neke kulture, ki je tudi odporna, ne, proti drugim, in ta prazen prostor bo zasedel islam. Točno. Pa ne zaradi islama samega, a ne, ampak zaradi uničevanja zahodne civilizacije z formulo kulturnega marksizma. Islam pa ima seveda družino kot vrednoto, veliko število otrok. Poglejte malo nazaj, ne, številke v času islamske revolucije v Iranu je bilo tam 30 milijonov ljudi. Danes je koliko 90. Enako je v Egiptu, v številnih drugih tovrstnih državah Severne Afrike, ki je pač naše dvorišče. In prazen prostor se pač vedno zapolni, ne. Tako da islamizacija je zgolj posledica tega, ko bi zahodna civilizacija predvsem z softverom kulturnega marksizma uničuje poleg vrednotnega sistema ali pa temeljnih stebrov te civilizacije tudi odpornost te civilizacije, ne. In na koncu se vse sešteje v demografiji. Lahko imaš vse, če ni ljudi, ne obstajaš, ne. Tako da, zdaj Branko je dal naslov ali pa podnaslov te knjige Vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu. Zdaj dejansko je nekatere stvari treba poznati, ne, sicer tudi dobronamerni, dobroverni ljudje nasedajo temu. Besedam, ki lepo zvenijo. Zdaj, čisto na koncu, ta knjiga je polna argumentov. Ne. Zdaj, in ravno argument je tisto, ne, kar je za kulturni marksizem to, kot je za hudiča križ, ne.
Kajti Gramsci, ki je utemeljitelj kulturnega marksizma, je rekel, z nasprotniki nikoli ne pojdite v dialog z argumenti. Nikoli ne pojdite z njimi v dialog z argumenti, razglasite jih za nekaj slabega, če se da za fašiste, ne? In vam ne bo treba potem nič pojasnjevati. Torej, kaj iz tega sledi? Iz tega sledi, da so argumenti najboljše orožje in v tej knjigi jih je veliko. Hvala lepa. Hvala, gospod Janša, za tale uvodni nagovor. Jaz bi gospoda Janša opravičil, ker ne bo mogel biti do konca te predstavitve, ker ima neodložljive obveznosti. Zdaj bo pa midva z gospodom Grimsom začela s tole predstavitvijo knjige. Jaz bom rekel takole, pred enimi 3 leti, gospod Grims, ste prišli do mene, takrat sem bil še direktor Novih obzorij in mi predstavili idejo o knjigi o kulturnem marksizmu. Zdaj je pred nami končno ta dolgo pričakovana knjiga, ki smo jo delali in ima tudi podnaslov Vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu. Ko sem jaz čital to ni zgolj vodnik, ampak je, človek bi rekel, tudi izobraževalni pripomoček. Predvsem bi bil dober izobraževalni pripomoček za dijake in študente. Ne zato, da bi gospod Grims komu karkoli vsiljeval, ampak da bi imeli mladi v izobraževalnem procesu možnost, da tehtajo določene argumente, ki so pri gospodu Grimsu zelo tehtni. Zdaj, gospod Grims, gledajte, kulturni marksizem ni nov pojav. Vi v prvem delu sistematično bralcev peljete v nekatere zgodovinske okoliščine kulturnega marksizma. Kdaj ste se pa vi srečali z tem izrazom kulturni marksizem? Najprej vsem prav lep pozdrav. Hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste s tem omogočili, da danes izvedemo to prvo predstavitev knjige, za katero verjemite, da je prva taka na svetu, pa se s tem ukvarjam že 10 let in sledim tudi, kaj po svetu nastaja iz te teme. Posebna zahvala gre vsem, ki ste kakorkoli pripomogli knjigi, ki je dejansko nastajala 3 leta. Še posebej bi se zahvalil za spremne besede in pa današnji uvod predsedniku SDS, gospodu Janezu Janši, in pa za uvod gospodu Jožetu Biščaku. Še mnogi drugi ste v pogovoru na katerikoli način pač omogočili, da so se stvari skristalizirale in da sem napisal knjigo, ki ne samo pokaže, kaj je danes problem modernega sveta, kajti zahodna civilizacija in z njo tudi Slovenija se sooča s sistematičnim uničevanjem pač pravih vrednot, kulture in tradicije in s tem tudi z uničevanjem civilizacije kot celote. In seveda najbolj se poskuša razvrednoti družinsko življenje in pa pač življenje otrok, sploh njihova pač osebnost in prvi na udaru tega, kar se dogaja, so otroci. Vedno je bil svet na nek način pribežališče oziroma en del sveta pribežališče tistih, ki smo zavezani svobodi kot temeljni vrednoti, ki smo zavezani pravim vrednotam, ampak danes je svet soočen z dejstvom, da ves svet zaradi pač sistemov, zaradi metod, zaradi tehnologije, ki je danes na razpolago, drsi v totalitarizem. In tisto vprašanje, ki je bilo postavljeno prej, kaj bo, če se to nadaljuje, dobili bomo nek nor totalitaren sistem, nevzdržen, in samo vprašanje je, kakšen bo. Najbolj verjetno bo neka kombinacija Orwellove 1984, se pravi visokotehnološke oblike
pač totalitarnega sistema in verjetno podprt še s marsičem, kar bo prekopirano iz islama. Kajti islam ima eno velikansko prednost pred vsemi ostalimi, to pa je rodnost. O tem je povedal nekaj že predsednik zdajle. Poglejte, Slovenci imamo rodnost približno 1,5, podobno ima tudi povprečje Evrope. Imeli smo že po času prejšnje vlade, ki je vodil gospod Janez Janša, je to naraslo na 1,6, 1,65, zdaj je spet padlo nazaj na 1,5. Islam ima rodnost 8,3 na žensko. Zdaj pa to primerjajte med seboj. Ne? In tukaj je seveda temeljni problem, s katerim se danes soočamo. Tisto, kar je najhuje, je, da so na udaru te ideologije najprej otroci. Zaradi tega, ker ljudje, ki se zavedajo, da nimajo argumentov, da so na nek način lahko tudi pač soočeni z nečim, kar bi biološko rekli kakšna bolezen, hočejo ustvarjati, novačiti otroke po svoji podobi. Zato, da pač zadostijo svoj ego, da bi na ta način sebi dvigali vrednost in pa celoten kot sistem. Glejte, iz vseh teh razlogov sem se lotil pisanja te knjige. Ta knjiga je ima več plasti in celovito obdeluje vse. Prvo, kaj sploh je moderno levičarstvo, ker je nekaj čisto drugega, kot je tisto, kar se predstavlja javno. Odlično je bilo to zdajle že povedano v predstavitvi gospoda Janše, kaj se oni gredo. Oni se izogibajo soočenja argumentov. Kje so danes vsi levi mediji? Celo pred vrati je stala RTV Slovenija, zdaj jih pa tukaj ni. Zaradi tega, ker vedo, da nečesa je pač levičarjev najbolj strah, to je resnica. To je vse beg pred resnico. Ne? In zaradi tega, ker ljudje nimajo pravih argumentov, ker nimajo resnice, ker ne vedo, kaj se v resnici dogaja in se jih dnevno bombardira z ideologijo in se jo prikazuje kot neko znanost, potem na koncu že temu verjamejo. In ker se to dogaja v 3 elementih, ki jih je zasedla pač klika propagandistov kulturnega marksizma, se pravi v javnih medijih, v šolstvu in pa seveda v kulturi oziroma danes bi lahko tudi rekli temu v veliki meri v zabavni industriji, to najbolj vpliva na mlade. In s tem oblikujejo ti ljudje svoj svet po svoji podobi in na ta način zelo zmaguje. Kajti trdno sem prepričan, in to je temeljno vodilo moje knjige, da tukaj ne gre samo za tisto, kar danes mnogi govorijo, za spopad med razumom in pa norostjo. Jaz sem prepričan, da gre za tisto, kar je večni boj človeštva, za boj med dobrim in zlim. Kajti če je prvi napad na otroke, zato ker so nepopisan list papirja, ker so nedolžni, ker ne razumejo, sploh ne dojemajo, kako se z njimi manipulira, recimo, ko se jim dopoveduje, da fantek ni fantek, ampak je punčka, pa vse mogoče bedarije, s katerimi se danes hoče že tudi v Sloveniji posiljevati naše otroke, potem seveda se tisti, ki to počnejo, razgalijo kot čisto zlo. In tukaj gre za to, da je treba to odstraniti, da je treba to razgaliti in tukaj ni prostora za strpnost in ali pa tolerantnost, ne, kot se temu reče, kajti tolerantnost ni krščanska vrednota. In zdaj pridemo do tega, kako se je ta stvar razvila. Ne. Razvila se je pravzaprav na idejah gospoda Gramscija, ki je pač postavil temeljne smernice za uničenje temeljnih stebrov civilizacije, predvsem družine, naroda, nacionalne države, tradicije in po drugi strani metodologija, ki je razvila Frankfurtska šola. Frankfurtska šola je bila ustanovljena s strani pač direktno Lenina in njegovih vodilnih komunistov. Delovala je do prihodov nacistov na oblast, potem pa so se
ti iz te šole umaknili v Združene države Amerike, kjer so jih zelo naivno, in če kdo koga spominja na ravnanje Evrope v minulih letih, sprejeli kot uboge begunce in so jim omogočili neovirano delo na njihovih univerzah, ne da bi sploh bili pozorni, kaj ti ljudje v resnici propagirajo in kaj delajo. Zaradi tega se je kulturni marksizem ne samo ohranil tudi po padcu Berlinskega zidu, ampak žal se je po njem celo še okrepil. Na nek način postaja celo paradoks, da je večina vzhodnih držav bolj odporna na metodologijo kulturnega marksizma ravno zaradi izkušnje, ki jo je dal socializem kot tak, realni socializem v minulih letih. In seveda ljudje pač tam bolj razumejo tisto, kar je treba najprej razumeti, ko se začneš ukvarjati sploh s problematiko kulturnega marksizma. Da je danes levičarstvo čisto nekaj drugega, kot je nekoč bilo. Ne? Da je levičarstvo v bistvu religija, lažna religija, sovraštva in laži. In zato lahko prosperira samo v prostoru, lahko napreduje samo v prostoru, v katerem uniči temeljne vrednote človeka, med njimi na prvem mestu vero. Ko uniči vero, ko uniči družino, ko uniči narod, ko uniči nacionalno državo, ko uniči vse tisto, kar so psihološka zavetja človeka, tak človek postane lahko predmet manipulacije. Z njim se zlahka manipulira in postane odprt za novo religijo. To je pa religija levičarstva. Ne? In če pogledate levičarstvo moderno s strani, boste videli, da je to v bistvu lažna religija. Saj veste, to poteka na nivoju pač besed in na nivoju simbolov. Namesto, da bi šli v vrsti za križem ali pa Jezusom in Marijo, so koraka v vrsti za rdečo zvezdo pa za srpom in kladivom. Ne? In namesto, da bi se gradilo dobro, se gradi zlo. Poglejte, danes je pravzaprav osnova vsega modernega levičarstva v resnici samo denar. Ne? To je, danes je treba vedeti, pozabimo tiste zgodbe o komunistih, danes jih že oni sami ne pogrevajo. Kaj je v resnici socializem kot tak? Ne? Socializem je po eni strani največji generator revščine na svetu, to je treba pač odkrito povedati. Drugo, kar pa je, socializem je drugače, kot se ljudje mislijo, da so pol vsi enaki. Ne, ena peščica ima v rokah vse, vsi ostali pa so brezpravna množica in životarijo v revščini. In to je v resnici njihov cilj. In zaradi tega, ker se ta cilj vzpostavlja načrtno z metodologijo kulturnega marksizma, ampak podprt z gorami denarja, zaradi tega je to danes svetovni proces. In tukaj pridemo do tistega, kaj je, ne glede na to, kako je v nekem drugem okolju in z nekimi drugimi idejami to nastal, danes pravzaprav, kaj sploh je moderno levičarstvo. Ne? V resnici so danes levičari samo uslužbenci špekulativnega velekapitala. Ne? Nekaj peščice najbogatejših ljudi, lastnikov največjih multinacionalk, največjega bančnega kapitala, ki se lepo vse med sabo zmenijo in ki v resnici financirajo vse, o čemer bomo v nadaljevanju govorili. Ne? In zaradi tega se je proti kulturnemu marksizmu tako težko boriti. Poglejte, veje kulturnega marksizma kot multikulti, se pravi masovne migracije, to je v resnici biznis. Posel, ki zajema več 100 milijard evrov letno po različnih ocenah. En del je nelegalen, večina legalnega. O tem več kasneje. Drugi del, LGTB+, vse pač, kar počenja danes farmacija, vse, kar počenja zdravstvo, neskončno drage operacije, to je v resnici biznis, to je denar. In ta denar je po obsegu, če ga pogledamo na svetovni ravni, že primerljiv s tistim iz multikultija. Gre spet za stotine milijard evrov. Ampak višek vsega je pa kulturni marksizem ekoveje. Ne? Lažno reševanje sveta pred globalnim izgorevanjem in podobnimi neumnostmi. Ne? Posega danes po različnih ocenah nekje okoli 2000 milijard evrov, nekateri ocenujo celo 2 ali pa celo 4krat toliko, odvisno od pač kriterijev, ki jih za to vzameš. To so neverjetne številke. Ampak zaradi tega se je proti kulturnemu marksizmu tako težko boriti. Ne? Ker ko se boriš proti kulturnemu marksizmu danes, se v resnici boriš proti stotinam, celo tisočev
milijard evrov kapitala, ki seveda lahko kupijo ali pa, če želite, podkupijo skoraj kogarkoli, lahko znanstvenike, da se podpisujejo pod karkoli, lahko kupijo politike, lahko kupijo sodnike, lahko kupijo novinarje in zaradi tega je ta proces tako težak. Zato se je boriti proti kulturnemu marksizmu tako težko. Ampak to je edini način, če želimo ohraniti zahodno civilizacijo, če želimo ohraniti naš narod, če želimo ohraniti našo državo, našo domovino Slovenijo. In zgodovina je pokazala, da je pravzaprav desno vodena, pravim vrednotam zavezana, nacionalna država danes najboljši branik proti kulturnemu marksizmu. Zaradi tega je v resnici tudi ta zastava na naslovnici moje knjige. Gospod, hvala za tole. Preden bova nadaljevala, bi jaz samo prej omenil levičarstvo, denar. Tukaj treba seveda povedati, omenili ste predstavnike frankfurtske šole. Te predstavniki frankfurtske šole, ko so se iz Nemčije preselili v Združene države, so se po drugi svetovni vojni vrnili v Evropo. Ampak ne od tam, kjer so bili rojeni, ampak direkt v Švico, ker so vsi dobili lepe vile, imeli veliko denarja in denar naložen v pregovorno-švicarskih molčečih bankah. To so kaviar levičarji, ampak gospod Grenc, vi preden bralcev peljete v sam kulturni marksizem, se dotaknete tudi svobode govora. Danes levičarji pravijo, da je svoboda govora omejena z nekim pojmom sovražni govor, za katerega nihče natanko ne ve, kaj pomeni. Kaj je za vas svoboda govora? Kako si jo predstavljate in kako jo človek lahko uresničuje? Svoboda govora je najvišja vrednota in brez svobode govora preprosto vse drugo izgubi svoj pomen in svoj smisel, zaradi tega, ker je nemogoče ohranjati državo, ker je nemogoče poiskati optimalne rešitve za katerikoli del našega življenja, če ni svobode govora. Zato je svoboda govora prvi in temeljni pogoj ohranitve zahodne civilizacije, take kot jo poznamo. Preden gremo v podrobnosti svobode govora, eno opozorilo. Najprej je treba povedati, kaj je levičarjenje. To je govorica, ki so jo razvili levičarji. In treba je vedeti, da karkoli reče levičar, je obrnjeno na glavo. Saj veste, to je perfektno povedal Orwell v svojem romanu, ko je recimo mir pomeni v resnici vojno. In če levičar reče, da bo osvobodil javno radio-televizijo, to pomeni, da si jo bo ideološko podredil v najslabše možno trobilo. To imamo pa v Sloveniji. In zaradi tega recimo RTV Slovenija ni stopila v ta prostor, ampak je ostala danes pred vrati. Tako da lahko kar takoj preidemo tudi na konkretne primere, kaj je pravzaprav svoboda govora pomeni. Zdaj, da bi levičarji lahko širili svojo lažno religijo, so razvili več metod. Govorim konkretno v knjigi o 4 osnovnih metodah za uveljavljanje pač svoje ideologije. Se pravi, prvo in osnovno je princip sovražnega govora. Sovražni govor ne obstaja. To pravno ni sploh kakorkoli utemeljen pojem, ga ne boste našli v nobenem temeljnem aktu, ki ureja področje varovanja človekovih pravic, to je preprosto izmišljotina. Kaj je v resnici sovražni govor? Sovražni govor je vse, kar razgalja leži levičarja. Se pravi, najhujša oblika sovražnega govora je za levičarji resnica. Zato danes levih medijev, vseh glavnih osrednjih medijev v Sloveniji v tem prostoru ni. Žal. To je najboljša potrditev tega, kar imam jaz napisano v knjigi. Potem pa so še druge metode, ki so jih razvili levičarji za to, da bi pač uveljavljali svojo govorico. Tudi o tem podrobneje govorim v knjigi. Gre predvsem za tako imenovano politično korektnost, to se pravi, ni dopustno, da bi se govorilo karkoli, kar razgalja laži levičarja ali pa kar jih postavlja v pravo luč, to je nekorektno, o tem se ne sme govoriti.
Treba je pa reči, da za obe te dve stvari, ne, da je žal tudi marsikdo na sredini ali pa celo na desni tem floskulam nasedel, ne, ker jih je pač razumel narobe ali pa jih je hotel razumeti narobe. Ne. In zaradi tega je danes to v marsikateri državi že tako daleč, da se prav preganja, recimo sovražni govor, ne. Čeprav sploh ni pravno definiran. To seveda pomeni, da tista država, ki to počne, ki sankcionira tako imenovani sovražni govor, je v resnici že totalitarna država. In to velja tudi za marsikatero evropsko državo. To se zdaj poskuša z novim medijskim zakonom uveljavljati tudi že v Sloveniji, ne? Ker ne bi kar neka inšpekcija ukinjala oddaje in jemala besedo in preprečevala širjenje pač svobodne javne besede. Zdaj, treba je reči, da vsako tako omejevanje, ko nekaj kar izgine iz prostora javnega govora, krši človekove pravice in to dvakrat. Prvič jih krši tistemu, ki je želel nekaj povedati, pa mu to ni dopuščeno, in drugič vsem tistim, ki bi neko relevantno informacijo morali dobiti, pa je na ta način ne dobijo, da se torej z njimi zavestno manipulira. Točno to je odgovornost vseh levičarskih medijev, ki jih danes ni tukaj. Oni so zavestno obrnili hrbet in jih zavestno ni tukaj, zato da zamolčijo dejstva, ki jim pač niso všeč, ne? In da javnosti ne bi seznanili s temi dejstvi. To je zavestna manipulacija in zavestna masovna kršitev človekovih pravic vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki jo izvajajo osrednji mediji, ki so vsi po vrsti, kot vam je najbrž vsem kristalno jasno, popolnoma ideološko podrejeni levičarjem. Potem ena od metod, ki so jih tudi razvili levičarji in je izjemno pač problematična, je tako imenovana cancel culture ali kultura izključevanja. Ta prihaja kot metoda upoštev v mnogih področjih, kako preprosto to poteka. Nekoga, ki jim ni všeč, se najprej diskreditira in potem se mu preprosto ne dopusti več, da bi kjerkoli javno karkoli povedal. Ta metoda se uporablja na vseh nivojih. Nekaj tem, tudi nekaj zelo neprijetnih mojih lastnih izkušenj opisujem v tej knjigi. To je mimogrede tisto, ko boste brali, kako je bilo z Brezjami in kaj se je dogajalo in kaj je bilo razlog, boste tudi razumeli, zakaj danes z mano ni moje družine. Gospod Grims, vi največji del knjige posvetite trem sklopom kulturnega marksizma. Ena je LGBT agenda, drugi pravite eko, to se gre za neko podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, tretja je pa multikulti. Ampak če greva najprej k LGBT, mislim, jaz težko izgovorim to kratico, ker se mi kar jezik lom, pa še kakšno črko se najbolj spustil, ne? Kaj je nevarnost te ideologije LGBT, teorije spola? Kaj je nevarnost? Najprej treba pojasniti, kaj sploh ta kratica je. Ne? Se pravi, lesbian, bisexual in tako naprej. Ne? Ta kratica pravzaprav zajema vse, kar je stranpoti v človekovi seksualnosti. Treba je tudi poudariti, da to, kar se širi kot ideologija pod krinko te kratice, ni isto kot spolna usmerjenost. Marsikateri, ki je pač homoseksualno usmerjen, navajam noter primer recimo Martine Navratilove ali pa primer gospodov Dolce in Gabbana, ki sta verjetno pač profesionalno najuspešnejši homoseksualni par na svetu. Ampak ti ljudje nočejo imeti z ideologijo LGTB plus in njihovo propagando popolnoma ničesar skupnega in jo v celoti zavračajo in marsikdo je tak tudi v Sloveniji. Bi vas tudi presenetilo, kdo vse bi jih lahko naštel, ampak ker jih pač ni tukaj, jih bom spustil. Je pa dejstvo, da ideologija LGTB plus deluje izjemno uničevalno. Zakaj? Ker uničuje otroke. To je ideologija, ki je primarno uperjena v novačenje otrok in izkrivljanje njihove psihologije. Poglejte, otrok je kot nepopisan list papirja. Ne? In
to, kar govorim zdajle, govorim iz izkušnje mojih otrok, ker so mi to sami povedali in to ne boste verjeli že skoraj desetletje nazaj. Tako da to se že dogaja v Sloveniji, se je že dogajalo, le dogajalo se je v posamičnih ekstremnih primerih. Danes se hoče to uzakoniti, pod to vlado se hoče to vsiliti vsem, kot metodologija šole. Pač tisto, kar je bila prej slaba izjema, postane pravilo in celo uzakonjeno pravilo. Se pravi, se hoče otroke dobesedno posiljevati s to ideologijo. Glejte, kaj se je zgodilo? Otrokom so prišli pač neki propagandisti LGTB plus ideologije v šolo in ravnatelj je očitno to pokril in celo od učiteljice so zahtevali, da je morala iti ven, da jih je pustila sama z otroki. In potem so jim razlagali, kako je fino, če tam punčko malo kušne pa poliže, malo zgore, malo spode in kako je fajn, če fantek koga prime, pa kako je to zabaven pa lepo in kako absolutno je dobro, če ima lahko otrok tudi 2 očija, kako je to najboljše ali pa če ima 2 mamice. In otroci v 4. razredu osnovne šole so morali to poslušati. Še več, potem, ker so mi otroci povedali, so jim celo kazali določene slike s to vsebino. Jaz sem potem, ko sem bil o tem obveščen, ob tem obvestil tudi policijo, takrat sem vodil pač KNOVS, Komisijo za nadzor varnosti obveščevalnih služb, in sem to povedal direktno šefom kriminalistične službe kot prijavo. Seveda se ni zgodilo nič. In dejstvo je, da vsak tak poskus, vse, kar zveste o tem, da se to dogaja, prosim, prijavite. Ker to je treba prijaviti. To je 2-krat kaznivo dejanje. Prvič je očitno protiustavno, ker gre za kršitev tistega načela, ki je bilo že prej navedeno, da ima po ustavi vsak starš pravico vzgajati svoje otroke skladno s svojimi vrednotami. In drugič, obstaja Kazenski zakonik Republike Slovenije, ki izrecno prepoveduje, da bi bila mladoletnim osebam v kakršnikoli obliki dostopna pornografska vsebina. Pazite, to, kar so ti ljudje poučevali, to ni biologija. Biologija je, da sta ženski spol, moški spol in konec. V resnici tisto, kar je poanta proti tej ideologiji, je, da sta samo ženski spol in samo moški spol in da sta spola samo 2, je pa neskončno število duševnih bolezni. In zdaj, ko se pač te stvari pojavijo, jih je treba prijaviti. Če bodo starši na to reagirali, potem pač se bo to zelo hitro moralo umakniti. Če pa ne bodo reagirali, potem se bo to zelo slabo končalo. Kaj ti otroci, ko enkrat so izpostavljeni tovrstni propagandi in potem jih zasipava še propaganda preko medijev. Veste, da zdaj RTV Slovenija, recimo, tista, ki je ostala danes pred vrati in točno ve zakaj, pripravlja oddaje za mladoletne otroke, pazite, za otroke, v katerem ne bi nastopal kot voditelj oseba, ki sama sebe deklarira, kot da je, ne vem, izvenspolna in ne vem kaj vse. Skratka, tukaj gre za direktno vsiljevanje ideologije preko javnega medija, ki ga plačujemo mi vsi, pač našim otrokom. In podobno se hoče narediti v šolah. To ni proces, ki bi bil značilen samo za Slovenijo, to morate vedeti. To je proces, s katerim se danes sooča praktično ves zahodni svet. Vzhodni in ostali del ne, zaradi tega, ker tega ne dovolijo. Zahodni svet pa. In na ta način se izkrivlja in uničuje generacija za generacijo mladoletnih otrok. In vsa ta ideologija v resnici cilja na otroke. Poglejte, kako se to lepo vidi na enem primeru, ki se ga da z večkratno argumentacijo dokazati, ga imam tudi navedenega v knjigi, ko so bile nekatere velike tako imenovane parade ponosa. Zdaj za mene je, oprostite, parada ponosa, ko mlade mamice grejo na sprehod s vozički ali pa se družine sprehajajo z otroki, pa se lepo držijo otroka za, to je za mene parada ponosa. Tem, ko skačejo pač goli moški, tako kot je bilo na tisti razvpiti paradi, ki jo je financirala in soorganizirala gospa Marta Kos kot nekdanja veleposlanica
veleposlanica, takratna veleposlanica Republike Slovenije v Berlinu in so naskakovali tam pred otroci eden drugega z napisi Never Trump in podobno. Potem je bil pa Trump izvoljen za ameriškega predsednika in so se pri nas čudili, kako da nima velikega posluha za probleme Slovenije. Ne? No, v takem primeru seveda pa je po mojem mnenju zelo težko govoriti o kakršnikoli paradi ponosa. Ne vem, kaj ne bi bili pri tem ponosni, na kaj ne bi bili ponosni. Mi zna nekdo na to odgovoriti. Ampak tisto, kar sem hotel povedati, je zanimivo to. Ne? Te parade ponosa so nekatere bile izjemno velike. Ne? In v nekaterih primerih, to ni bil samo en primer, ampak jih je veliko, ko so že dobili dovoljenje za izvedbo parade ponosa, ampak je v tej dovoljenju pisalo, da je dovoljenje izdano brez omejitev pod pogojem, da v paradi ne bodo sodelovali mladoletni otroci in da mladoletnih otrok tudi ne bo med opazovalci te parade, je bila parada čez noč odpovedana. Se pravi, gre v resnici pod nekim lepim besedičenjem za čisto nekaj drugega. Gre za očitno novačenje, plenilstvo nad otroki. Zato, da bi tisti, ki vedo, da imajo probleme, ustvarili še druge otroke po svoji podobi in da bi se morda zaradi tega oni bolje počutili. Da pa s tem uničijo življenje nedolžnega otroka, jim je pa očitno vseeno. In treba je vedeti, da pri tem ne sodelujejo samo posamezne institucije. Največji problem je, da je celotna zabavna industrija danes praktično generator LGTB plus propagande. In simbola tega sta dva, neslavna simbola. Prvi je Eurovizija. Spomnite se nekoč, ko smo bili vsi mladi, so bile tam pesmi, ki so še danes svetovna uspešnica od Abe naprej, ne? Zdaj mi pa nekdo pove za zadnjih 5 let, če mi zna našteti, kjer so bile zmagovalke Eurovizije. Ne? Mogoče se bo kdo spomnil Končite Wurst, ampak Končita Wurst ni bila pesem. Ne? Ampak poglejte, zapomnili so si jo pa vsi. Ne? In to je v resnici cilj tega. V resnici je danes Eurovizija največji propagandni LGTB plus festival ideologije na svetu. Drugi tak generator je pa Hollywood. In v Hollywoodu so stvari še mnogo hujše. Ne? Tam je zdaj pripeljalo to že tako daleč, da med najuspešnejšimi igralkami in igralci, med najuspešnejšimi pevkami, pevci, boste že težko našli enega, ki ne bo imel bodisi svojega, bodisi lastnega, bodisi posvojenega otroka, za katerega ne bi na ves glas razglašal, da je transpolen in da mu že daje hormonske blokade in da ga pripravlja na operacijo, spremembe spola in tako dalje in tako naprej. Ne? To je, kako daleč privede ta ideologija. To pomeni, da ljudje za svojo kariero, ker je to seveda znotraj te industrije zaželjeno, žrtvujejo svoje lastne otroke, Bogu mamonu, za denar. Nesprejemljivo in zavrženo do konca. To je tisto, kar je v resnici cilj te ideologije in zato je prvi in temeljni pogoj, ki je treba to ideologijo zavračati v celoti, v katerikoli pojavni obliki in zaščititi naše otroke. To mora biti prvi in temeljni cilj borbe proti kulturnemu marksizmu. Zaščita naših otrok. Vi ste tukaj zelo jasni. Vi pravite, da je ta LGTB agenda zelo čisto, zelo objavili ste pa tudi lestvico zmagoslavja zla, pa jo bom jaz kar prebral tlele, pa boste bi samo pol na kratko pokomentirali tole. Lestvica zmagoslavja zla. Prvič, najprej ne opazimo zla. Drugič, potem toleriramo zlo. Tretjič, potem dovolimo zlo. Četrtič, potem uzakonimo zlo. Petič, potem promoviramo zlo. Šestič, potem slavimo zlo. Sedmič, na koncu preganjamo tiste, ki zlu še vedno rečejo zlo. Na koncu se to vprašanje ni zgolj retorično. Kje smo mi zdaj na tej lestvici? Nažalost, tale smeh v dvorani pove, da se vsi zavedate, da smo že na koncu te lestvice. Evropska unija je žal pri
norostih kulturnega marksizma, pri tem vsiljevanju zla, kajti gre za zlo v resnici, za uničevanje civilizacije, za uničevanje vsega človeškega, za uničevanje vrednot, je nažalost vodilna na svetu. Ampak na koncu bo tako, kot je naslov vaše knjige, zmaga dobrega. Glejte, vedno v zgodovini je dobro premagalo zlo in trdno sem prepričan, da bo tudi tokrat tako, vendar opozarjam, da je časa malo. Najprej je treba ljudem odpreti oči, da bi sploh razumeli, kako se z njimi manipulira. Temu je namenjena ta knjiga in zaradi tega sem še toliko bolj prepričan, da imam prav, ker danes vsi glavni mediji manjkajo v tej dvorani, ne? Ker se točno zavedajo, da če se ljudem odpre oči, potem se bodo seveda uspešno lahko uprli kulturnemu marksizmu, kajti najprej moraš prepoznati tisto zlo, ki te razžira. In to je v bistvu, kaj je kulturni marksizem? To je delovanje marksizma v kulturi oziroma pod krinko kulture. In to je rak, vrednotni rak moderne civilizacije. Ne. To deluje kot metastaze. Ne. In danes, bolj ko so neke institucije odmaknjene od oči javnosti, bolj se tam to generira. In zaradi tega je eden od ciljev kulturnih marksistov to vsiljevanje nevladnikov, ne, in napihovanje njihovega pomena. Zdaj bi že kar nevladnikom dajali neke možnosti direktnega kar odločanja, postavlja se profesionalno strukturo nevladnikov, kar je totalno absurd. Mimogrede, veste, od kje je beseda nevladnik prvotno? Beseda nevladnik izvira iz tega, da tisti, ki so izvajali neko dejavnost, niso bili v ničemer financirani iz javnih sredstev, ki jih v normalni državi deli vlada. Danes pa nevladniki zahtevajo zase več in neomejeno in zdaj zahtevajo že kar profesionalizacijo, to se pravi postavljanje neke parabirokratske strukture, ki pa ne bo več podrejena kakršnikoli obliki javnega nadzora. Skratka, daj denar, ampak nadzora pa ne bo. Ne? In to je v resnici cilj tistih, ki izvajajo kulturni marksizem, da na koncu popolnoma izničijo na ta način vse poti demokratičnega odločanja in zaradi tega opozarjam, da je treba iz vseh teh institucij, tudi mednarodnih institucij, kot je Evropska unija, čim več poti odločanja, čim več politične moči prenesti nazaj na temeljne demokratično izvoljene organe nacionalne države, kot je v Sloveniji parlament, ne vlada, parlament, kajti samo parlament je pluralno strukturiran in on bi v resnici moral odločati v največji možni meri o vseh ključnih zadevah. Bolj, ko se odmika, recimo, ko prehajaš tam preko EU, pa na to na WHO, World Health Organization, pa OZN, bolj so te organizacije zastrupljene s kulturnim marksizmom, ne samo to, danes so one generatorke propagande kulturnega marksizma. In ali se bo to omejilo in se jih bo vrnilo na prvoten namen, v prvotno vlogo, tisto, ki je napisano v njihovih ustanovnih aktih, ali jih je pa treba enostavno nehati financirati in ukiniti. To je edina možnost, če želimo ohraniti zahodno civilizacijo. Iz tega razloga sem prej, ko sem začel, marsikaj od tega, kar rečem, se danes morda sliši zelo radikalno, ne? Ampak ni. To je edino, kar lahko reši našo državo, našo nacijo, slovenstvo, pa enako velja tudi za vse bogatstvo Evrope. Veste, kaj je v resnici bogatstvo Evrope? Edino bogatstvo Evrope so njeni narodi, njihove kulture, njihove tradicije, njihovo izročilo. To je v resnici pravo bogatstvo Evrope in to se sistematično in načrtno uničuje. In to je treba ohraniti. In zato je treba iti na evropske volitve in izvoliti tiste, ki se bodo uspešno borili proti kulturnemu marksizmu. Kajti marsikaj od tega, kar danes govorimo, ne nastaja primarno v nedrih sedanje slovenske vlade, ki je sicer ultralevičarska, najbolj leva verjetno v Evropi, ampak žal izvira iz mehurčka, v katerega so se zaprle večinoma institucije na ravni Evropske unije.
In tam je potreben drastičen premik v desno, med strankami in personalen, zato da se potem lahko proti temu učinkovito postavimo po robu. In mnoge stvari, ki se dogajajo danes v Sloveniji in v Evropi, gredo v tej smeri in to je treba dati kot pogum, zato je vredno vztrajati. Upor kmetov, ki se je začel na Nizozemskem, ki se je prenesel praktično celoten zahod, ki se zdaj dogaja tudi na Gorenjskem, slišim, da ne bi bil en del Kranja celo lokiran. To je tisto, kar je vredno podpreti. Ker tukaj gre za to, kaj je v resnici kmet. Kmet je v resnici branik tradicije vsakega naroda, ne? In hkrati tisti, ki skrbi za hrano, ki v najtežjih trenutkih lahko reši oziroma pomaga rešiti narod, ne? In je vedno v vsakem narodu je kmet branik tradicije. Zato jih je treba podpreti in zato se jih načrtno uničuje z nekimi norimi ukrepi, popolnoma trapaste politike, o katerih bomo še kaj rekli kasneje, ne? Zaradi tega, ker s tem se uniči po eni strani možnost naroda, da se sam brani, njegova, in po drugi strani se s tem uničuje samobitnost, tradicija naroda, ki je pač temeljni pogoj njegovega obstoja. Ker se ravno omenil evropske volitve in ravno sem omenil, da je potreben premik še bolj desno, bom jaz malo preskočil vaše sklope, pa bom šel kar proti koncu pišete o pravi desnici, kaj je resnično desno. Vi ste konzervativec, imate se za desničarja. A ne bi midva najprej šla čez sklope noter? Bova šla pa čez sklope, no potem pa greva na kratko še dva sklopa, ki sta ostala. Prvi je eko. Eko, vi mu pravite, eko uničuje predvsem gospodarstva, blaginjo ljudi in zelo vpliva na naše denarnice. Ja, kadar vam kdo začne s podnebno krizo ali pa s podnebno pravičnostjo in še vse, kar je tovrstnih floskul, zagrabite se za denarnico. Ne? Kajti vse, karkoli vam reče danes modern levičar, gre samo za denar. In to vaš denar. Kajti levičar hoče vse, kar vi imate, samo vašega dela noče imeti, ne? Tega pa, kar vi opravljate. To je v resnici, prej sem začel, kaj je levičarstvo, ne? Mogoče za hip, da skočim nazaj. Ko sem opozoril, da danes moderno levičarstvo nič drugega, kot da se hoče vse bogatstvo pač skoncentrirati v krogu nekih najbogatejših ljudi, recimo in globalisti, skupaj s tistimi, ki jih ti ljudje neposredno plačujejo, in po drugi strani vse ostale poriniti v revščino. Ne? Ampak veste, tak sistem je v zgodovini že bil, to ni nič progresivnega, naprednega, kot to hočejo prikazati levičarji. Takmu sistemu se je reklo feudalizem, ne? Oziroma srednji vek. V resnici je to vrnitev v srednji vek in potem se pač to vrstna lastnina, privilegiji, moč in se prenaša po rodovnikih naprej. Ne? To je feudalizem. Samo v čem je razlika? Takrat je šlo za vrednote in takrat so ljudje plačevali desetino. Danes moderni levičari bi vam pobrali pa vse, kar vi naredite, ne? In vam že pobirajo trenutno tako 60-70%. Ne? To je ta razlika, ne, med takratnim in sedanjim. Skratka, v resnici levičarstvo in socializem nista nič naprednega, nič novega, ampak je v resnici to vrnitev nazaj. To je eno, kar je vredno ohraniti, ne? Mislim, kar je vredno opozoriti. Ne? Po drugi strani gre pa pri teh stvareh za omejevanje temeljnih človekovih pravic. In tukaj je najhujši ravno tako imenovani kulturni marksizem. Ne? Medtem ko multikulti in do kjer ga še pridemo in pa do pač LGTB+, sta uperjena predvsem uničenje družine, potem tradicije, temeljnih vrednot, vere, države, nacionalne države. Ne? Ekokulturni marksizem vas pa hoče narediti revne, ranljive, vodljive in po domače rečeno v nedrih prepuščene na milost in nemilost državi. Ne? In tukaj pridemo do tiste temeljne razlike, v čem je razlika med desnim in levim danes. To sem rekel, da pa je morajš po vrsti. Ne? Zaradi tega, ker cilj desno usmerjenih ljudi, ne, tistih, ki iskreno verjamemo v desne vrednote, je, da bi vsakdo lahko, da ustvarimo pogoje, da vsakdo lahko s svojim delom ustvari dovolj zase in za blaginjo svoje družine. Ne. Ampak sam.
da ni odvisen od države, kajti samo tak človek je v resnici svoboden. Cilj levičarjev je pa ravno nasproten, da ti z nemogočijo zakonodajo onemogočijo, da začneš recimo z nekim podjetništvom, da ne moš uveljaviti svojega znanja, da ne moš po domače rečeno narediti nič, da ne moš razpolagati svojo lastnino, da ne moš poskrbeti sam zase in da si popolnoma odvisen od države. To je v resnici levičarjev, ne? To so mokre sanje levičarjev, kajti s tem postaneš popolnoma nesvoboden. In ekokulturni marksizem deluje ravno v tej smeri. Na čem je utemeljen? Na tako imenovanem od človeka povzročenem globalnem segrevanju, ne? Ki je med nami povedano popolna neumnost in čisto navadna laž. In je to treba zelo jasno povedati. Problem je, da v preteklosti, zato ker se tukaj meša pojme in so nekateri pač to narobe razumeli, nekateri so se pa preprosto rečeno dali kupiti ali pa podkupiti, kar imate reči. Je pri tem zelo veliko ljudi asistiralo, da se je korakalo v tej smeri, ne? In ljudem se danes zdi že kar, da je to čisto samoumevno, ne? Da ne vem, je treba omejevati CO2, da je treba plačevati davke, oprostite, gospe in gospodje, ampak to je čista traparija. To je vse utemeljeno na laži. A veste, kako je v resnici do tega prišlo? Če na kratko. Spomnil bi malo, tisti, ki ste stari, že se boste spomnili, ne, da že od leta 70 naprej, v preteklem stoletju, je vsakih 10 let bilo ena nova floskula, ne? Zdaj bo, ne vem, enkrat bo ozonska luknja, enkrat bo zmanjkalo nafte, enkrat bo ne vem kaj in tako naprej. In to se je stopnevalo. Dokler se ni prišlo. In prva ta velika uspešnica je bila zmanjkalo bo nafte. To so nas še v šoli učili. Zanimivo pa je, da vam jaz garantiram, da nafte ne bo nikoli zmanjkalo. Čist zmanjkalo, tako kot so nas takrat učili. Zato, ker nafta ves čas nastaja. Ne? In ne boste verjeli, če vam povem, da je nafte čez glavo dovolj v tem trenutku, da bi ves svet sedanjim trendi, tako kot so bili, ne, v preteklosti, s tem lahko bolj mirno živo 80 let. S tistim, kar pa geologi ocenjujejo, da bi se še našlo, pa razvilo dodatne metode, ne, da se seže globje in pač teže izkorišča pač tiste področja, ki se teže izkoriščajo, pa je tega dovolj za 200 do 400 let. Kar pomeni, da je seveda v tem času, če bi denar namesto v neumnosti, kot so vetrnice pa razne sončne celice, s katerimi nekateri mastno služijo, zlasti slovenska vlada, ki je v bistvu institucionaliziran elektrolobi, ne, vlagali v razvoj novih tehnologij, kot so recimo zlitje jeder. Veste, cepitev jedra, ne, ki ga imamo recimo v nuklearki Krško, povzroča le določene radioaktivne ostanke, s čimer se mimogrede pretirava. Zmeraj se govori o Černobilu, ampak Černobil ni bil navadna elektrarna za ljudi, ampak je bil brider elektrarna, se pravi oploditvena elektrarna za razvoj jedrskega orožja. No, to je bilo 600 kg plutonija. In to v normalni elektrarni niti slučajno ne boste našli. Ne? In zaradi tega so bile posledice pri Černobilu tako hude. Ne? In s tem se je dolga desetletja operiralo in zaradi tega se je strašilo ljudi. V resnici, kaj deluje? Zdaj pa, ker je še vedno zima in zima je najlepši letni čas, ker to je edini letni čas, v katerem imajo levičarji roke v svojem žepu, ne? Je treba reči, da kdaj je najvišja poraba energije? Takrat, ko pač je tma, je res mraz, led uklene vse, se pravi pozim. A takrat delujejo fotocelice? Ne delujejo, praktično delujejo. A delujejo turbine? Težko. Marsikdaj lahko se sicer neka polja turbin požene, ampak zato rabiš več 100 ton nafte, da jih poženeš in tako naprej. No. Skratka, vse to odpovem, kaj v resnici deluje, ta velike hidroelektrarne, termoelektrarne, pa jedrske elektrarne. Ne. In če bi se vlagalo denar, tako kot sem prej začel, v razvoj zlitja, bi v 80 letih to zagotovo imeli. Ker pomeni, da je vse tisto, ampak pazite, vse tisto, ker se danes vlaga v fotocelice, pa vse te alternativne vire energije, čisto metanje denarja skozi okno. In zaradi tega vsi slabše živimo, korist od tega Zemeljca nima pa nobenih. Ne? In strašenje s CO2
A veste, da je CO2 v zgodovini, če seveda, ampak treba iti v geološko zgodovino, ne? S čim se tukaj manipulira? No, mogoče, da najprej to povem, pa moram biti malo daljši. Poglejte, če bi recimo vzel za osnovo, kam gre ta svet, njegova temperatura, polletno obdobje, in bi začel meriti po zim in bi končal meritev polet. Bi gotovo, joj, zgorel bomo, prihaja pošastna vročina, ne vem kaj. In če bi začel polet in končal po zim, prihaja nova ledena doba, groza, treba je in tako naprej. Ne? In bolj, ko bi podrobno meril tako razdaljo, bolj, ko bi podrobno meril, bolj bi imel več dokazov, da gremo v tej smeri. Ker si seveda vzel prekratko obdobje. Ne? In če hočeš analizirati, kam gre Zemlja, ne smeš gledati to, kar je v človeški zavesti in s čimer ti ljudje, ki izvajajo kulturni marksizem, kot ko brezvestno manipulirajo. Ne? Ker smo ljudje pač nagnjeni k temu, da tisto, kar sami doživimo, mislimo, da je to edino zveličavno. Ne? Pozabimo pa, da je treba pogledati še malo nazaj. In veda, ki se s tem ukvarja, pa geologija. Ne? In če pogledate Zemljo kot celoto, Zemlja je stara 4 milijarde pa pol približno let. To se pravi, je primerljivo in je 65 milijonov let z enim letom človeškega življenja. In če hočeš povprečje računati, boš najbolj vsaj eno leto vzel celo, ne, da se izogneš tej manipulaciji s prekratkim obdobjem. In zadnjih 65 milijonov let, to je kenozoik ali moderni vek, je od takrat, bom po domače povedal, ko je tisti komet udaril na Yucatan pa pobil dinozavre, do današnjega dne. Pač celine so približno tam, kar so bile, ni nobenih velikih sprememb v atmosferi, vse je približno primerljivo. In zato je to pravo obdobje, če hočeš jemati povprečja, pa ugotavljati, kje si in kam greš. In veste, kaj se pol pokaže? Da so bila vsa obdobja preteklosti bolj topla, kot je to, v katerem živimo. In da mi v resnici živimo v medledenem obdobju, med dvema ledenima dobama, in takih medledenih dob je bilo že kar nekaj. In vsa so bila bolj topla, kot je to obdobje, v katerem mi živimo. Zdaj se pa vpije, da je človek kriv za to in da zato bomo vsi zgoreli in umrli in ne vem kakšne bedarije. Ne? To je čista laž in čista bedarija. Ne? In kdorkoli je v preteklosti na to opozoril, je doživel usodo cancel culture, izbris. Ne samo na nivoju politike, če želite, ampak tudi na nivoju najbolj uglednih svetovnih znanstvenikov. Ne? No, v knjigi navajam primere, ko so ljudje, ki so dobili Nobelove nagrade, na to opozorili, ne, da je to čista izmišljotina vse to. Pa so kar izginili. No in pri CO2, s katerim se tako fino manipulira. A mislite, da je res ugljikov dioksid za kaj kriv? Pa dajte na mir. Ugljikovega dioksida je tako malo, da sploh ne vpliva praktično na te procese. Ne? V resnici, kaj je tisto, kar nas greje? To je sonce. In sonce ima drugačne periode, kot smo jih mi navajeni, in s tem se manipulira. Najkrajša normalna perioda, s katero se pač sonce bolj ali manj greje, bolj ali manj je aktivno, je 11 let. Nekatere so še bistveno daljše, gre za 2000-letna in več tisočletna obdobja. In kadar se ta seštejo med seboj, se potem ti učinki multiplicirajo, ne so toliko bolj izraziti. Vse to je noter v knjigi pokazano s skicami, ki sem jih direktno snel iz strani, kot so NOAA, to se pravi, to je ameriška stran za ukvarjanje s klimo, ali pa USGS, United States Geological Survey, se pravi ameriški geološki zavod, ki veljata po celem svetu za absolutno referenco, se pravi za tistega, ki ima najbolj verodostojne podatke. Ne. In lahko si jih pogledate, če želite, pejte sami, pa boste videli, zakaj gre. In kaj je v resnici pri CO2? Ne samo, da so bile temperature v preteklosti, že tudi CO2 je bilo bistveno več, kot ga je zdaj v preteklosti v zemlji in atmosferi. Veliko večino časa. Zlasti pa v zemeljskem novem veku. Še več, rastline so se temu prilagodile. In če ne verjamete, pejte vprašati tiste, ki gojijo v zaprtih rastlinjakih. A veste, da oni v rastlinjake upihavajo CO2, zato da potem rastline bolj rasejo, ker so rastline skozi zgodovino se temu, skozi milijone let, so se temu prilagodile. Ne? Mi pa vpijemo, da bo zaradi CO2 ne vem kakšna škoda. Ne? In pri tem prihaja do manipulacij, ki jih je treba pogledati strani, pa boste videli, kako se to nesramno manipulira z ljudmi in s njihovo blaginjo. Za
reševanje sveta, ne, se je podrlo v nekaterih državah, recimo so primeri Velike Britanije, pa še nekaterih drugih držav, na milijone dreves. Zato, da ne bi kao znižali sten CO2. Pa lepo vas prosim, kdo pa po naravni poti to v resnici uravnava? Prvič, temperatura oceanov, ne? In nižja, ko je temperatura, večja je topnost CO2, ne? To lahko tudi sami doma s eno flašo radenske v hladilniku sprobate. In po drugi strani je tukaj poraba preko dreves. In drevesa proizvajajo ne samo zavetje, ampak tudi kisik, ki ga nujno potrebujemo za življenje. Ne? In govor, da znižuješ CO2 s tem, da sekaš drevje ali pa uničuješ cele hektare ali pa stotine hektarov, tisoče hektarov naravnih površin za to, da postaviš fotocelice, to je dobesedno posmeh zdravemu razumu. Ne? In poglejte, kam to pripelje. Poglejmo primer Nemčije. V Nemčiji so v to smer šli, investirali so več 100 milijard evrov, danes oni uvažajo elektriko in to iz najbolj problematičnih na lignit kurjenih termoelektrarn iz vzhodne Evrope in podobno. Poleg tega plačujejo najdražjo elektriko, pa eno najdražjih elektrik na svetu, kar je problem celotne Evropske unije, zdaj čedalje bolj. S tem se znižuje naša kompetitivnost celotnega našega podjetništva v svetu in to nas v resnici je voda na mlin vzhodnjakom. Da ne govorimo o električnih avtih. Glejte, jaz vozim dizla, pa verjemite, da ga lahko 100 let vozim, pa ne bom toliko uničil v resnici sveta, kakor je sam električen avto. Kajti kako se proizvede električen avto, kako se ga težko razstavi in kako je nevaren, o tem bi lahko govoril, ampak to je vse v knjigi, da ne bom predolg. Prosim, preberite jo. In še nekaj vas opozarjam. Ko vam prodajajo, ne, zdaj pa dajte na streho fotocelice, pa boste not dali v bajto veliko baterijo, ne, v svojo hišo, pa pa električen avto, ki gor priključite, to so pravljice. Veste kaj, s tem v resnici naredite? Igrate se z ognjem. Zaradi tega, ker te stvari so unetljive. In Bog ne daj, da se kaj poškoduje, da pride do požara, kajti tiste snovi, ki pri gorenju, recimo električnega avtomobila nastanejo, so izredno nevarne in vam tudi trajno zastrupijo lahko celotno hišo. V bistvu bi mogli hišo, v kateri zgori električen avto, z njim vred deponirati na deponiji za posebne odpadke. To pa je eko. Ne? No, toliko delač se v resnici manipulira z ljudmi. Ne? In v resnici gre samo in edino za denar in za nič drugega kot za denar. In poglejte, kje so Nemci, kam to pelje, oni so lahko šolski primer. A je danes zemlja, ali pa če želite narava v Nemčiji bolj zaščitena, kot je bila prej? Niti slučajno. So pa zagotovo oni bliže totalitarnemu socializmu, kot so bili preden so šli v ta tako imenovani zeleni prehod. In s temi neumnostmi je treba nehati, ker ti gre samo za to, da nekdo zagrabi vaš denar in ga da drugemu v žep. Jaz noter dobesedno sem napisal, ne, da kadar vam nekdo začne histerično kričati na televiziji, da imamo podnebno krizo, lahko to kar zvok izklopite, pa dajte star dobri komad, manj ega, ker v resnici bo to, če nista vsebina, samo bolj pošteno bo, ne, ker vam bo direktno povedalo, zakaj v resnici gre. Ne. In Nemci danes niso nič bliže ohranjanju narave, so pa zagotovo bliže socializmu. In samo zato v resnici gre pri ekokulturnemu marksizmu. Zato, da se vam vzame možnost, da poskrbite sami zase, da postanete pač predmet, s katerim prosto razpolaga država, da se vam onemogoči skrb za vašo družino, da se omeji vaše pravice, konec koncev uvedba električnega avtomobila. Veste, to je pravljica. Za vse ni sploh snovi, da bi proizvedli električne avtomobile. Ne? Se pravi, da bo pa to javni prevoz omogočil enako gibljivost človeka, ki je njegova človekova pravica. Ne? Kot jo omogoča sedanji sistem, je pa to pa znanstvena fantastika. Ne? V resnici gre za to, da se vas omeji. In v tej smeri gre ekokulturni marksizem in s tem bo treba presekati. Te stvari treba zelo jasno povedati, da so utemeljene na neresnicah, na manipulaciji, ko se meša stvari. Seveda, vsi želimo živeti v lepi naravi, ampak ta moderna, uradna eko
nima s tem popolnoma nobene zveze. A veste, kaj je v resnici moderna eko? To je tisto, green is the color of money. Točno to, ki je zelena, kot je zelena barva denarja. Ali če povedano, današnjim zelenim strankam, ki so po moje v veliki meri financirane iz Kitajske, pa iz Rusije, pa še z kakšne take države, ne, ki nima ravno pretirano rada Evrope, in to bi morale tajne službe si zelo blizu pogledati za preteklo obdobje, tudi kako je to šlo, ne. Te stvari se lahko opiše z lubenico. Ne. No, zunaj so res zelene barve, ampak na znotraj je pa vse krvavo rdeče. Bova se na kratko dotaknila še tretjega sklopa, ki mu vi pravite multikulti. Govora je seveda o migracijah. Migracije so se dogajale skozi zgodovino človeštva ves čas, ampak te nove so nekaj povsem drugega. Gre za politiko odprtih mej. Vi pravite, da gre za plačano invazijo, ki bo povzročila veliko zamenjavo. No, lejte, vse, kar reče levičar, kot sem povedal na začetku, je treba razumeti drugače. Ravno kot nasprotje, ne. Oni so, če se spomnite, ko so se začele te masovne migracije, govorili predvsem dvoje, ne, da nas to bogati, tisto, kar prinašajo begunci, kot so jim oni rekli, je dragocenejše od zlata, to je prav citat, in po drugi strani, da bo to delovna sila za Evropo. Oboje seveda je neresnica. K nam ne prihajajo po tej nelegalni poti tisti, ki bi želeli tukaj delati, ampak in najbolj sposobni, ampak ravno nasprotno. Ne. Javna skrivnost je, da so celo nekatere države Srednjega vzhoda, Bližnjega vzhoda, pač odprle kar vrata zaporov in so rekli, zdaj pa pejte proti Evropi ali pa boste tukaj do konca kazni. Ne. In rezultat tega je, da so tukaj pa pridite ubogi begunci. No? In rezultat tega je, da imamo situacijo, ki je varnostno nevzdržna. Je pa nevzdržna tudi socialno in po človeški plati in predvsem uničuje našo civilizacijo. No? Zdaj, govor, da so migracije bogatitev. Lejte, migracije so res normalen proces, ampak kakšne migracije? To je tisto, ko je fant srečal dekle, sta je eno k drugemu preselil in sta živela skupaj, osnovala družino. Ne? To so normalne migracije. Masovne migracije, in govorimo o masovnih migracijah danes, so pa vedno v zgodovini pomenile konc neke civilizacije. Od starega Rima, kjer ga konc mi gre zelo neprijetno spominja na sedanje stanje, ne, to imam v knjigi obično, pa do vsega ostarega. In tukaj ne gre samo za ilegalne migracije, ampak tudi legalne migracije, če so masovne, imajo isti učink. To se pravi, še šestevajo se, ne, multiplicirajo. In danes govoriti o integraciji, s čimer vas ravno tako zasipavajo levičarji, je čista laž. Kajti integracija deluje, dokler je tujcev do 2%. Danes je pa pač migrantov v evropskih državah 5, ponekod 10, v velikih mestih tudi po 20 in več odstotkov že. Ne? In seveda potem do česa pride? Pride do getoizacije, se pravi, ljudje se pač zaprejo v neke svoje skupnosti, ker tam lažje komunicirajo, eden drugega podpirajo in tako naprej, ohranijo svojo kulturo in potem se začnejo širiti. In na koncu, namesto integracije, lahko govorimo o dezintegraciji, kajti pride do uničenja avtohtonih evropskih narodov, do njihovega izrinjanja in kdor o tem dvomi. Samo tukaj v soseščini je mesto Monfalcone, kot se mu danes reče, ampak to je bilo nekoč svobodno slovensko mesto Tržič. In v mestu Tržič, kjer imajo tudi čez 20% pač migrantov, je županja hotela, to je bilo lansko leto jeseni, pospešiti proces integracije, da bi potekal bolj po mirni poti, ker so imeli stalno neke konflikte. Ne? In je želela sestanek z imamom, treba je pa vedeti, da v islamu je združena posvetna in cerkvena oblast. Se pravi, imam je hkrati tudi političen poglavar. Ne? In ga je vprašala, kaj lahko stori, imam jo pa tako kategorično odvrnil, rekel, se nas integracija ne zanima, mi vas bomo zamenjali. Se pravi, zaradi tega pojem velika zamenjava, ne, ki se porablja in to levičari potem takoj upijo, da je to izmišljotina, ne vem, skrajne desnice in podobne bedarije, ne. Tukaj to je že realno stanje, ki ga oni niti več ne skrivajo, pa če vam še to ni dovolj, v Rimu
Berlinu, Essenu, Aachenu, Londonu so imami, ki so mnogo večji, bolj vplivni, ne, od tega, ki sem prej omenil, že zahtevali uvedbo šeriata in pa kalifata, to se pravi oblike vladavine, ki izhaja iz Korana. In če se na to ne reagira, potem seveda je konec vsake demokracije, to je treba vedeti. In zaradi tega so te stvari odprte. Do tega ne bi prišlo, če bi bila rodnost v pač Evropi višja. Kako je do tega prišlo? Civilizacija se je spremenila, ne? In danes se pravzaprav tudi zaradi vpliva šolstva, pa tudi zaradi napačne davčne politike in še česa, otroka jemlje skoraj kot eno breme v Evropi, ne? Ja, tisti, ki ovira pol kariero svoje mame, pa ki stane tok pa tok, joj, kako bomo pa to zmogli, v njih prihajajo, pa s tem nimam benega problema. Da jih nabijajo, naredijo po 8 otrok in potem lepo vsi živijo lepo od Nemčije, Velike Britanije do Slovenije na sociali in lepo vlečejo domorodci pa delajo za nje. In grede, ko so prihajali migranti, ki so govorili, da bo to bodoča delovna sila, veste, koliko v resnici jih dela? Skoraj nič, ne. Od tistega 1,5 milijona, ki je bil v prvem masovnem migracijskem valu, jih je bilo formalno zaposlenih 30 000, pa še od teh vprašanje, koliko jih danes še dela. Neznan je primer ene velike nemške firme, avtomobilske, bom spustil, kjera je bila, je dosegljiv na internetu, lahko sami preverite, samo 10 so hoteli imeti uslužbencev, ne, od tega 1,5 milijona in so dali po izvedovanje, pa se jih je kvečem par, še tako so jih mogli bolj poiskati, no, prijavili in potem so jih poslali na izobraževanje iz jezika, ne. Niti eden ni končal izobraževanja in niti eden danes ne dela, vsi so na socialne. Toliko o tem, koliko bo to bodoče delovno silo in kaj se v praksi pol dogaja, da v večini evropskih držav že potihem pripravljajo podaljšanje delovne dobe, zato da bodo avtohtoni narodi delali za tiste, ki prihajajo. Popoln teater absurda. Namesto, da bi krepili družino, družinsko politiko, se daje vse tujcem. Se pravi, za tujce vse, za domači nič. In to je tisto, kar je narobe. In to od prvega dne poudarjam, da Evropa ne potrebuje nobenih masovnih migracij, potrebuje pa dobro družinsko politiko, ki bo v korist materinstvu, očetovstvu, družini. In to je tisti temeljni civilizacijski premik, ki ga je treba doseči in treba ga je doseči kmalu. Vedno je bil Zahod tisti, ki je bil motor civilizacije, ki je imel vodilno civilizacijo, najmočnejšo civilizacijo, zmagovito civilizacijo, če želite, ne. In zdaj je vprašanje, ali smo to sposobni narediti. In jaz trdim, da smo. In nekatere države so tudi primer, da se to da premakniti, da se da stvari peljati v pravo smer. Ko je sosedna Madžarska, ne, tam se je rodnost dvignila zaradi ukrepov, ki jih je sprejela vlada. Se pravi, se da, če se hoče. Podobno je z migracijami, ko je Matteo Salvini prevzel mesto notranjega ministra, jaz sem bil malo pred tem v Trstu, to je bila katastrofa, se ne predstavlja, kakšen je bilo tam na ulici, ne, dobesedno so ženske tekale pred migranti, ne. 3 mesece je bil Matteo Salvini, pridem v Trst in Kjerenbenga, lepo so se sprehajali pari, vse je bilo mirno in seveda Matteo se ni preveč oziral na pripombe iz Bruslja in je lepo naredil red. In to v 3 mesecih, se pravi, se da, če se hoče. In da se tudi zaščititi otroke. To sta dokazala tako Madžarska kot Poljska, ki sta šle na referendum in na referendumu so ljudje odločili. In to z velikansko večino. Na Poljskem celo 98%, da hočejo popolno zaščito otrok. In to je pot, ki je tudi hkrati smer za Evropo in zgled za Slovenijo. Mi ne bo zdaj tole našo predstavitev počasi zaključila, ampak na koncu bova obdelala še tisto, kar sem prej rekla, da bova povsem na koncu. Na koncu knjige imate zelo provokativen naslov. Kaj je danes resnično desno? Kaj je danes resnično desno, gospod Grims? Ja, zdaj jaz opozarjam, da je tukaj več kriterijev, ne. Jih lahko kar preberem, da bo jasno. Brezkompromisno zavračanje ideologije LGTB+ in zaščite otrok. Zaščita otrok je, kot sem povedal, prvi pogoj obstoja nadaljnjega slovenskega naroda in Evrope. Zavračanje ideologije najbrž ni treba dodatno omeljevati. Enako zavračanje ideologije multikulti, se pravi množičnih pač
prihodov. Potem podpora individualizma. To je tisto, o čemer sem govoril na začetku. Posamezniku je treba omogočiti, da sam poskrbi zase, ne da je, to se pravi, cilj desnih je blaginja posameznika, da je vsak samostojen, da je poskrbi zase, za svojo družino. Ne? Vsak posameznik je dragocen, neponovljiv, se to je temelj evropske civilizacije. Ne? Kolektivizem pa se zavrača. Treba je vedeti, da se s čimerkoli, ko se neke birokratske omejitve daje podjetništvu, se ga izčrpava s previsokimi davki, krasen primer je Golobova vlada, ne? S tem se seveda ustvarja maso ljudi, ki bodo samo še poceni delovna sila, ne? Ker ne bodo sposobni zase poskrbeti in bodo odvisni od države. In hkrati so to ubogljivi, potencialni, nezahtevni potrošniki nič vrednih masovnih monopolnih produktov. In tukaj se štejeta, ne, kot sem rekel, globalizem pa levičarstvo. Objema je cilj monopol in objema je cilj pač odstranitev vseh meja, ker je vsaka meja z njih samo tisto, kar omejuje njihov monopol. In temu se je treba upreti. Potem krepitev moči nacionalne države z omejevanjem moči meddržavnih povezav institucij ter preprečevanje vladavine neizvoljenih. O tem sem že govoril, jaz upam, da je jasno, zakaj gre. Pozitiven odnos do izgradnje prave desnice, se pravi ne tisto, kar ste lahko tudi v Evropi žal mnogokrat videli, ne, da se ene vnaprej diskreditira, recimo primer tega še vedno lahko gledate v Nemčiji, ne, AfD so nacisti, so problem, ne, vsi drugi so pa fini. Ne, ni res. Ne. Če se hoče premakniti Evropo v smer pravih vrednot, mora desna stran kompletna se povezati in med sabo biti sposobna sodelovati. Velike koalicije morajo pa, če se le da in kjer se le da, postati samo še stvar preteklosti. Kajti kaj je v resnici zgodba velikih koalicij? Krasen primer tega je sedanja poljska vlada. Ne. Prvi teden, mislim, da že so bili na oblasti, so že pripeljali legalne migrante v poljski parlament. Ne. Če koga to spominja na tisto, kar se je dogajalo v slovenskem parlamentu, je to to. Ne. In podobne neumnosti so se dogajale. Ne. In zato v resnici gre. Ne. Od teh velikih koalicij imajo zmeraj na koncu korist samo levičarji. Veste, kaj oni v resnici delajo? Ne. Oni se pomaknejo toliko daleč, ki jih spustiš, ne. In potem se ne pomaknejo nikdar več nazaj, ampak potem grejo spet na svet, pa spet na svet. In zaradi tega seveda so te koalicije problem. In še nekaj je, zaradi teh koalicij ljudje nimajo jasne slike in po drugi strani zaradi tega marsikdo se mu zdi brezpredmetno se sploh ukvarjati s politiko. Ne. In veste, zmeraj je tisto, ne, da slabe vlade izvolijo tisti dobri ljudje, ki ostanejo doma. Ne. To je vsa zgodba tragedije Evrope, s katero je Evropa soočena. Ne. Potem razkrinkavanje in zavračanje ideologije eko, spoštovanje naravne pravice človeka do samoobrambe. O tem danes še nisem veliko govoril, je pa zelo obširno to opisano v knjigi. Poleg pravice do svobode govora je danes izredno pomembna tudi pravica do samoobrambe, ker kaj v resnici levičarji delajo, to po celem svetu, pa tudi v Sloveniji smo to že videli, ne, v minulih 2 letih. Oni pripeljejo na ulico ljudi, ki druge ovirajo, napadajo, žalijo, vse veste, skandiranje smrt, smrtne in potem rečejo, da so oni strpni, pa ne me zafrkavati. No. In postavijo se ti na pot, ponekod recimo se dogaja vse, da ne bom zdaj dolgovezil, uničujejo stvari, tudi recimo ravno zadnjič je bila Mona Lisa napadena, pa nekatere druge najbolj umetniške zgodbe pač in dosežki po Evropi so pod udarom. Vse v imenu neke velike strpnosti in velikih idealov. To je seveda čist vandalizem. In zaradi tega, ker se ljudi in material uničuje, je potrebno pač zahtevati, da se vrne pravici do samoobrambe tisto, kar je nekoč bila. Ne. To nisem ta, kako je že danes definicija, sorazmerni odgovor ob neposrednem napadu. Ne. Samoobramba včasih je pomenila preprečitev napada in preprečitev možnosti, da se napad ponovi in odvrnitev napada. Ne. Se pravi po domače povedano. Tisti, ki napade, se more na smrt braniti, napast. Ne pa, da se danes tisti, ki je napaden, boji braniti sebe ali pa svoje otroke. To je popoln teater absurda. Ne. Pod krinko varovanja človekovih pravic se na ta način s forsiranjem pravic kriminalcev ustvarja neko vzdušje nasilja in pa
strahu. In to potem izkoriščajo levičarji za vsiljevanje svoje ideologije. Ko je prisoten strah med ljudmi, oni zato ne dajo več pooblastil policiji, da bi policija učinkovito. Ne, oni zato hočejo več nadzora, seveda nad poštenimi državljani. In potem imaš začaran krog, ki se samo naprej vijuga in to je treba presekati. To je treba presekati s spremembo zakonodaje, s tem, da se vrne stvarem prvoten pomen, do takrat je pa pač pravica do samoobrambe, treba poudariti, da je temeljna človekova pravica. Je človekova pravica, ki izhaja iz naravnega prava, koncept naravnega prava je bil razvit zaradi nacistične Nemčije. Tudi tam so imeli, vse je bilo pravno, ampak niso bile zaščitene vrednote, zaščitena je bila ideologija. In danes se soočamo točno z istim problemom, ne? Da je spet se ščiti ideologija namesto prave temeljne človekove pravice. In to je treba pač zagotoviti, da se bo povrnilo na pravo pot. Potem je spoštovanje in zaščita pravih vrednot. Poglejte, vsaka civilizacija ima v osnovi neke vrednote. In te vrednote se skozi stoletja, tisočletja postavijo s strani tiste vere, s tiste religije, ki je tukaj prisotna. In Evropa je utemeljena na krščanskem temelju. To je treba razumeti. In to ljudje danes so tako napumpani z ateizmom, da sploh ne razumejo, da Evropa, če jo odstraniš krščanske korenine, ni več Evropa. Če enkrat Evropa islamizirana, to ne more nikdar več biti Evropa, ne? Ker bo druge vrednote, ker gre tukaj, s to obširno opisujem knjigi, da ne bom zdaj predolg, gre za popolnoma drug sistem, ki je nezdružljiv s tem, kar mi razumemo kot Evropo. Ne? Šeriatsko pravo je s pojmovanjem modernega prava popolnoma nezdružljivo. Ne? Samo da povem bolj lep primer, ne? Ker obstajajo tudi mnogo hujši, ko se tudi marsikateri pravniki, tudi taki, ki so kao desni, ne? Se zavzemajo za čimprejšnjo vključitev šeriatskega prava v pravosodje Evropske unije. Ne? Ste to že slišali? O tem so bila že srečanja tudi v Sloveniji. Sem bil osebno na enem od teh, sem šel kar ven. A veste, mene bi zelo zanimalo tiste, ki to propagirajo, ne, pa so zaradi mene ustavni pravniki ali pa ustavni sodniki ali pa profesori prava, že samo po Koranu, ne, kadar je ženska neposlušna, je treba fejs kluftati. Ne. In bi zelo rad vedel, kako bodo oni implementirali to pravico šeriatskega prava v slovensko zakonodajo. To bi rad videl. No. Obstajajo pa tudi precej hujše zadeve. Poglejte si, kaj je govoril recimo Homeini in kaj je pustil kot zapuščino. In kaj je on govoril, kaj se dela z 9-letnimi deklicami ali pa še z mlajšimi lahko, ne, in bi rad videl odgovor na to, kako boš to spravil v koncept evropske civilizacije. Se ne da. To je nezdružljivo in zaradi tega se je treba zavedati, da vedno je temeljni sloj vsake civilizacije v resnici religija in vrednote, ki jih je ta religija pustila pač civilizaciji. Mi smo utemeljeni na krščanskih vrednotah. Recimo, Kitajska ima druge vrednote in Evropejci so pa tako vase zagledani, da mislijo, da tisti ljudje dojemajo svet tako kot mi, pa ga ne. Tisti, ki prihajajo z področja radikalnega islama, drugače dojemajo svet. Kitajci drugače dojemajo svet. In tukaj pride do potencialno neverjetnih konfliktov, pa tudi velikega nerazumevanja. Tudi včasih se pa reče, ja, zdaj pa ne vem, levičari pa rečejo, ja, to je pa rasistično, da vi tako govorite. To sem recimo glizanč v parlamentu, ki sem jim poskušal nekaj tega razložiti doživo osebno, ne. Pa ne gre za rasizem, ravno nasprotno. Če izraz spoštovanja je, da poskušaš razumeti tistega, ki prihaja. Kajti samo na ta način se izogneš konfliktom in potem lahko najdeš ustrezne rešitve zase in za vse druge. Se pravi, zaščita pravih vrednot, tistih, na katerih je v resnici utemeljena Evropa, je tukaj prvi in temeljni pogoj. Poleg tega pa še nekaj opozarjam. Evropa se bo morala vrniti, in to je tudi eden od mojih temeljnih ciljev, ki jih poudarjam, kjerkoli imam priložnost, k načelu soglasja. Ravno nasprotno od tega, kar je zdaj naredil Golob, ki je Slovenijo pač peljal med tiste, ki pristajajo na evropski ravni na preglasovanje. Ne. To je mimogrede pri majhnemu narodu čisto samomorilsko početje in to je veleizdaja slovenskih interesov. Ni edina, ker on je tudi dal soglasje za obvezno relokacijo migrantov, po domače povedano za obvezne migrantske kvote.
In tudi to je bilo izglasovano zdaj že. Ne? Tako da to je dvakratna pač veleizdaja slovenskih nacionalnih interesov. Tudi to argumentirano pač omenjam v knjigi. Ampak tisto, kar se mora Evropa vrniti, je načelo konsenza. Se pravi soglasja, medsebojnega spoštovanja, kajti samo na ta način se lahko spoštuje vse interese narodov, njihove vitalne interese, njihova tradicija, to je temeljni pogoj nadaljnega obstoja Evrope. Potem 9. načelo je svoboda govora in zavračanje vseh oblik cenzure, nisem dakle nekaj, nizki davki in kompetitivno podjetništvo. Lejte, ameriški ekonomist Sowell je napisal, še nobena družba ni prosperirala tako, da bi naredila čedalje večji naraščajoči sloj parazitov, ki živijo od tistih, ki hočejo delati. Ne? Še več, nekateri ameriški misleci so že pred 200 leti napisali, da demokracija bo propadla takrat, ko bodo vzeli tistim, ki hočejo delati in dali tistim, ki nočejo delati. Ne? In danes kaj v resnici je? Tudi to je gospod Sowell lepo omenil. Vse, kar poganja danes levičarje, ne, kot sem povedal, je pač pravzaprav zavist in laž, ne? Sovraštvo in laž. No? Ampak na čem to temelji? Na zavisti. Zavist je bila skozi vso zgodovino v krščanstvu eden od temeljnih naglavnih grehov. Danes se pa pod krinko, pod levičarskim poimenovanjem socialna pravičnost v resnici zavist ponuja kot neko najvišjo vrednoto. Ni vrednota. Ne? Se pravi, potrebno je znižati davke, potrebno je sprostiti razvojni potencial, potrebno je ljudem dovolj, da poskrbijo sami zase. Potem zavračanje vseh vrst masovnega sledenja, tudi elektronskega sledenja, ki ga imate, in z tega vidika sam osebno tudi zelo zavzemam, da bi šli na vpis pravice do pač gotovine, se pravi do denarja v ustavo, kajti s tem se izognemo pasti, ki jo prinaša elektronski denar, in seveda zavračanje vseh oblik totalitarizma. Tukaj posebej poudarjam, to igro imamo stalno v Sloveniji, ne, da se dva totalitarizma zavračata, tretjega se pa povzdiguje in glorificira. Če si pač človek, ki je predan pravim vrednotam, spoštuješ svobodo, potem zavračaš vse oblike totalitarizma, brez izjeme in v celoti. In še nekaj poudarjam, ker imam tudi v knjigi zelo dolgo razloženo, morate vedeti, da vsi glavni totalitarni sistemi prejšnjega stoletja, se pravi socializem, nacizem, nacionalni socializem in njegov korporativni derivat fašizem v resnici v osnovi temeljijo na delih Karla Marxa, to morate vedeti. Zaradi tega je bila tista komedija, ki se jo mogoče spomnite, ko sem v parlamentu prebral levici nagovor Adolfa Hitlerja iz leta 1933 in so oni ploskali in kar skakali in tolkali pod navdušeno pravo, pa vi res to podpirate? So rekli, stojimo za vsako besedo. Ta posnetek je še danes na internetu, ga lahko gledate. In ja, pa sem jim pa povedal, kdo je avtor tega, ne? Pa so pa čisto ponoreli, pa je bila celo pavza v parlamentu, ne? Ker so tak cirkus zagnali. Ta drugi del tega štosa je bil pa, ko so od kolegi od Nove 24 pripravili Violeto Tomić, grede slišim, da ustanavlja novo stranko, da je šla podpisovati in je kar tekla podpisati fašistični manifest. Ker je, seveda, a veste, tle se zelo pogosto, ne, pri levičarjih se sliši, ja, to nacizem pa fašizem, to sta pa desna. Ne, vse to so samo oblike socializma, pa čisto nič drugega. In vse ima isti osnovni izvor. To je ta problem, ne, s katerim se sooča. In to je treba, zaradi tega opozarjam, da je vsako obliko totalitarizma treba zavrniti v celoti. Ne. Sistem mora biti svoboden, mora temeljiti na spoštovanju človekovih pravic, mora temeljiti na pravih vrednotah. In zaradi tega kot temeljni cilj tega, kar opozarjam, še enkrat postavljam tisto, da mora priti do civilizacijskega premika, najbolj pozitivnega civilizacijskega premika v zgodovini, da bo naklonjen družini, pač očetovstvu, materinstvu,
da se bo stvari postavilo drugače. In ko se analizira socializem, ne pozabite še na eno definicijo socializma, ki je v knjigi pravzaprav rdeča nit, pa je do zdaj nisem navedel, ampak to si pa prosim zapomnite, ker je za moje pojme genialna. Ne? Povedal jo je pa Solženicin. Solženicin je bil Nobelov nagrajen za književnost, je pač begunc bil pred socializmom, on je mogel pobegati iz Sovjetske zveze in rekel je naslednje: največja prevara v zgodovini človeštva je trditev, da je socializem orodje delavskih množic za obvladovanje finančnih špekulantov in bankirjev. V resnici je pa socializem izum finančnih velešpekulantov in bankirjev za obvladovanje revnih in nevednih delavskih množic. Ne? In to je bistvo cele zgodbe. Proti temu se je treba boriti. To je tisto, kar oni želijo uveljaviti s temi metodami kulturnega marksizma, ki jih secira v tej knjigi. In zaradi tega je, opozarjam še enkrat, je časa malo. Kajti danes Evropa še obstaja. Danes trdim in sem to trdno prepričan, je Evropo še vedno možno rešiti. Če se jo začne bistveno pomikati proti desni, če se začne uveljavljati prave vrednote, če se krepi nacionalne države, skratka, če se gre v popolnoma nasprotni smeri, kot je Evropa zdaj šla zadnjih 20 let. Potem je Evropa čez 5 let, če se bodo sedanji procesi nadaljevali, potem pa se jaz bojim ne samo, da Evrope ne bomo več prepoznali, ampak je preprosto ne bo več. Eni deli Evrope so že danes na meji ne glede državljanske vojne, ampak morate vedeti, da recimo na Švedskem imaš 62 no-go con. To so tiste cone, ki jih islam obvladuje, kjer imaš šeriatsko policijo in kamor navadna policija sploh ne upa. Podobno so cela predmestja, večja od Slovenije, v Parizu v Franciji. Ne. Tam je bil Macron enkrat pred izbiro, da bi tja moral poslati bojne tanke, pa si tega ni upal narediti, ker bi bila to že dejanska državljanska vojna. Kajti tja že niti policisti z navadnimi oklepniki ne upajo iti, ker so tam oboroženi že s protioklepnim orožjem. Toliko daleč je že Francija zavozila svojo pot. To se pravi, zelo podobno je še marsikje po Evropi. Slovenija je bila do zdaj na to zelo odporna, ampak pod to vlado zelo naglo drsimo v napačno smer. Zaradi tega je to, kar je pred nami, evropske volitve, tako pomembno. Dvakrat. Prvič, ker je pomemben premik za celotno Evropo. Jaz samo upam, da bo prišlo do povezave celotne evropske desnice in da bo ta prevzela odgovornost za vodenje Evrope. In po drugi strani zato, ker se bo po rezultatih teh volitev gledalo in ocenjevalo v okviru sedanje vladajoče koalicije, kako naprej. In bo od teh rezultatov evropskih volitev odvisna tudi usoda Slovenije neposredno. Zaradi tega še nikoli v zgodovini ni bilo tako pomembno, kaj se zgodi na teh evropskih volitvah. Zato lepo prosim, ne ostanite doma, pejte na volitve in volite desno. Volite ljudi, ki se bodo sposobni boriti s kulturnim marksizmom, ker drugače nas bo pojedel.